V obdobju od konca 19. do sredine 20. stoletja je slovenski prostor doživljal veliko družbeno-političnih sprememb v kratkem času. Kljub različnim pretresom je v tem obdobju eden od osrednjih procesov bilo splošno utrjevanje narodne zavesti med slovenskim prebivalstvom. V tem procesu je zelo pomembno vlogo igrala katoliška cerkev, vključno s svojimi intelektualci, v prvi vrsti s tistim vrhom, izobraženim vrhom duhovščine. V tem kontekstu je nujno omeniti in obravnavati profesorja Franca Grivca, ekleziologa, zgodovinarja, slavista, dolgoletnega predavatelja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je eden njenih glavnih ustvarjalcev, pravzaprav pionirjev v prvem obdobju obstoja te ustanove, se pravi od leta 1919 oziroma 20 naprej, vse do svoje smrti. Umrl je namreč Franc Grivec leta 1963. O marsičem je pisal Franc Grivec, o splošno, o teologiji in zgodovini vzhodnega krščanstva, o zgodovinskem ozadju in duhovnem pomenu svetih bratov, misionarjev Cirilu in Metodu, pa tudi nasploh o ekleziologiji ali o nauku o cerkvi, tako v katoliškem kot v pravoslavnem okviru. Ena od glavnih Grivčevih tem, pravzaprav je to posebnost glede na preostale intelektualne tokove na Slovenskem v tistem času, pa je bila posvečena ruskim religioznim mislecem 19. stoletja. Grivec se je s to temo ukvarjal skozi celotno obdobje svojega znanstvenega in pedagoškega udejstvovanja, od začetka 20. stoletja pa vse do svoje smrti 1963. Tu lahko upravičeno govorimo o prvi tehtni oziroma znanstveni recepciji ruske religiozne misli na Slovenskem. Govorimo o avtorjih, kot so Aleksej Homjakov, Vladimir Solovjov in pisatelj Fjodor Dostojevski, se pravi sama velika imena ruske filozofsko-teološke in literarne ustvarjalnosti 19. stoletja. Zakaj Rusi in zakaj ti avtorji? Prvič zato, ker je vse skupaj del slovanske vzajemnosti, del čuta za druge slovanske narode, kar je seveda povezano z prej omenjenim gojenjem, spodbujanjem slovenske narodne zavesti, Slovenci kot del slovanstva. Drugi razlog za to temo, za ta izbor, pa je, da se želi Grivec približati svojemu najtesnejšemu drugemu, bi lahko danes rekli, to je pravoslavnemu krščanstvu, v katerem prepoznava številne skupne poteze s katolištvom in od katerega si obeta sodelovanje ravno v duhu slovanske vzajemnosti za voljo krepljenja slovenske zavesti in seveda za voljo krepljenja splošne kondicije, splošnega stanja v krščanskem svetu v času naraščanja moči liberalizma in marksizma, se pravi tistih idejnih tokov, ki so krščanstvu bodisi nasprotni, bodisi vsaj skeptični. No, kaj ceni Grivec pri vseh treh omenjenih mislecih? Zagotovo njihovo intelektualno pronicljivost in iskreno iskanje resnice. Kaj pa pri njih pogreša oziroma kritizira? Zagotovo pretirano navezanost na rusko kulturo, na ruski nacionalni okvir, tudi na pretirano, po njegovem mnenju, zaupanje v moč, v neko ohranjevalno vitalnost ruskega naroda, kar zadeva predajanje iz roda v rod krščanskega izročila, verskih resnic, verske prakse, krepostnega življenja in tako naprej. In v tem kontekstu opozarja na preveliko partikularnost ruske duhovnosti, ruskega pravoslavja,
kar pa po njegovem mnenju blaži oziroma postavlja v neko uravnoteženost ravno katoliška cerkev s svojo centralizirano ureditvijo na čelu z rimskim škofom, to je papežem. Grivec v ruski misli pogreša skladnost med duhovnim ali mističnim na eni strani ter pravno-organizacijskim na drugi strani. Zagotovo je med temi tremi misleci, Homjakov, Dostojevski, Solovjov, ravno slednji Solovjov za Grivca tisti, od katerega si največ obeta, kajti Solovjov je izjemno naklonjen papeški oblasti in si tudi predstavlja neko idealno družbo, utopično družbo pravzaprav, kjer naj bi z roko v roki delovala papež in ruski imperator. Ruski imperator na posvetnem področju, papež na duhovno-organizacijskem. Grivčeva zapuščina je na tem področju trajna. Nihče pred njim se ni v tolikšni meri in s tolikšno pozornostjo, pa tudi s tolikšnim spoštovanjem posvečal med Slovenci ruski religiozni misli in tudi nasploh zgodovini in duhovnosti ruske pravoslavne cerkve. V tem kontekstu je treba še nekaj omeniti, nekaj, kar Grivca umešča v duha njegovega lastnega časa, to je uniatska ali zediniteljska nota, uniatsko ali zediniteljsko prizadevanje. Ta drža je v nasprotju s sodobnim ekumenizmom, kakršen je prisoten oziroma kakršen velja v katoliški cerkvi od sredine 20. stoletja, še konkretneje od drugega Vatikanskega koncila naprej. Grivec je vendarle želel, da bi pravoslavni kristjani, kakor tudi vsi drugi, ki niso katoliški, nekoč se zedinili s katoliško cerkvijo in priznali avtoriteto, oblast rimskega škofa, papeža. Se pravi, Grivec vse to, kar spoznava, proučuje in tudi promovira glede krščanskega vzhoda, vključno z Rusijo, počne zato, ker misli, ker želi, iskreno želi, da bi se ta veja, ta del krščanstva nekoč zedinil v katoliško cerkvijo, s katoliško cerkvijo, s čimer bi katoliška cerkev postala močnejša, prepoznavnejša in tudi odpornejša pred raznimi politično-intelektualnimi tokovi, ki so njej nasprotni. To je že prej omenjeni liberalizem in socializem oziroma marksizem. Skratka, Grivčevo udejstvovanje je potopljeno v kulturni boj tistega obdobja, od konca 19. do sredine 20. stoletja, kulturni boj, ki se nekje pne od zadnjih ostankov razsvetljenstva, klasičnega tipa in kulminacije v obliki liberalizma, ter potem prek različnih socialnih težav in iskanj boljše družbe pridemo do marksistične vizije človeka in prihodnosti. Torej, Grivec s svojim slovanstvom in s svojo znanstveno erudicijo je eden od pomembnejših predstavnikov slovenskega intelektualno usmerjenega katolištva, ki po eni strani ni direktno politično angažiran, a je še kako otrok svojega časa in si še kako na svoj način prizadeva za boljši položaj, za nekako zmago na družbenem področju katoliške strani v kontekstu kulturnega boja. Vsekakor pa je Grivčevo udejstvovanje na tem področju izrazito akademsko, izrazito razpravljavsko in v današnjem besednjaku, z današnjimi kategorijami bi rekli, da je Grivec dialoški. Seveda zavzet in jasno stoječ na svoji poziciji, vendar brez nespoštovanja ali brez kakršnekoli nestrpnosti do tistih na drugi strani. Še za konec, zadnja misel, ki od ruskih religioznih mislecev in njihovih uvidov Grivca pripelje do njegove lastne sodobnosti, je svarilo,
da bi se revolucija, podobna oktobrski, kakršna se je zgodila v Rusiji leta 1917, lahko zgodila tudi na slovenskih tleh. Grivec tu prepoznava v slovenski zgodovini, v slovenski družbi določeno pretirano strankarstvo in tudi premalo določen koncept narodne zavesti, ki bi bil dovolj odporen za razne skušnjave in grajenje idealne družbe, kot to velja v primeru marksizma. Grivec se v tem primeru za voljo iskanja tovrstne odpornosti zateče v srednji vek, v čas svetih bratov Cirila in Metoda in nasploh slovanske srednjeveške ustvarjalnosti. Ravno v tem obdobju Grivec prepoznava spoj, skladnost med religioznim in kulturnim, kot bi tudi sam v duhu tistega časa rekel, med vero in narodom, med krščanstvom in slovanstvom. Torej, Grivčev ideal je srednji vek, je zgled bratov Cirila in Metoda, zgled, kakor jih on doživlja, povezovalcev Zahoda in Vzhoda, slovanskih ljudstev z preostalo Evropo in seveda krščanstva kot celote, tako njenega vzhodnega ali grško-slovanskega dela, kot tudi zahodnega, rimskega, romanskega in tako naprej.